Torej, na skupščini sem pod sklepom pri drugi točki, ki je predvideval razrešnico uprave in nadzornem svetu, sicer poudaril, da se načeloma strinjam zaradi dobrega dela uprave in nadzornega sveta za to razrešnico. Želel sem pa vseeno zastaviti vprašanje v luči nedavnih dogodkov julijskih, ko je bilo na Ministrstvo za finance posredovana pobuda, predlog za spremembo zakona o investicijskih družbah, ki je predvidevala, da bi se rok za podaljšanje investicijskih družb v vzajemne sklade podaljšal za 3 leta. In me je zanimalo, zakaj v zvezi s tem ni bilo objavljeno nič, ne v recimo polletnem poročilu družbe, ki je bilo objavljeno pred 2 tednoma, niti v obvestilih sej nadzornega sveta, ki bi po mojem razumevanju zadev moral biti seznanjen z takimi pomembnimi posegi recimo v pravice delničarjev v zakonodajo. Uprava je izrazila stališče, oziroma najprej nadzorni svet povedal, da o tem ni razpravljal, pri tem so potem z magistrom Verbičem oba in še nekateri prisotni delničarji smo se strinjali, da to je tako pomembna zadeva, da nadzorni svet verjetno o njej bi moral razpravljati. Uprava je pa tudi zatrdila, da ni bila med podpisniki te pobude, ki jo je Združenje družb za upravljanje ZDU GIZ naslovilo na Ministrstvo za finance. Potem smo pa na koncu predlog o razrešnici uprave in nadzornemu svetu vseeno podprli v luči tega, da je uprava zagotovila, da bo tudi naprej še, da bo odslej naprej bolj pozorno spremljala te zadeve oziroma ustrezno informirala delničarje o takih morebitnih korakih. No, VZMD se je od predloga zakona naprej izdatne angažira tudi pri vprašanjih investicijskih družb na njihovih skupščinah. Temu primerno smo tudi danes nastopili, zastavili vprašanja na skupščini KD IDA, medtem ko je v ponedeljek skupščina Zvon 1 IDA v Mariboru in tam predlagamo tudi nasprotni predlog za člana nadzornega sveta, člana strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev dr. Kotnika, ki s tem v zvezi seveda tudi poziva delničarje, da oddajo pooblastilo za nastop na skupščini in podporo temu predlogu vse delničarje Zvon 1 ID. Torej, na predlog VZMD in predsednika VZMD sem to pobudo, da nastopim kot kandidat člana za nadzorni svet investicijske družbe Zvon 1 ID sprejel, zato ker menim, da je smiselno, da ima investicijska družba z več kot 33.000 malimi delničarji v nadzornem svetu tudi predstavnika delničarjev, manjših delničarjev, ki tam zastopa njihova stališča in bdi nad tem, da se dejansko vse stvari odvijajo tako, kot mali delničarji recimo pričakujejo in želijo. Tukaj se moramo zavedati, da mali delničarji, certifikatski mali delničarji že 17 let, oziroma zdaj bo 17. leto, čakajo, da pride do konca tega razvoja certifikatskega lastninjenja. Končna faza je preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad in pri dejstvu, da je Zvon 1 ID eden od 4, ki se še edini niso preoblikovali, 7 se jih je že, je bila uprava te družbe, Krekova družba, en od pobudnikov tega, da bi se skrajni rok za preoblikovanje v vzajemne sklade podaljšal še za 3 leta. Jaz se s tem ne strinjam, ne vidim za to pravih razlogov. Uprava je nanizala nekatere razloge, ki jaz mislim, da bi se jih dalo, težave, ki bi se jih dalo z nekim premišljenim delovanjem in upravljanjem investicij dokaj hitro odpraviti te pomisleke in težave in nadaljevati in zaključiti preoblikovanje in s tem to certifikatsko privatizacijo v času, ki ga predvideva sedanja veljavna zakonodaja in ki jo je tudi pred 4 leti že ustavno sodišče potrdilo kot ustavno nesporno. In kot član nadzornega sveta v tem naslednjem obdobju bi v primeru, če bi bil potrjen v tej vlogi, skrbel za to, da bi se tudi ta vidik v skladu s pričakovanji malih delničarjev še naprej odvijal. Skratka, še enkrat velja poziv malim delničarjem investicijskih družb, v tem primeru Zvon 1 investicijske družbe, da podajo podporo in pooblastila za skupščino in vse postopke, ki jih Vseslovensko združenje malih delničarjev s tem v zvezi vodi.
kar je ne nazadnje tudi ob izdatnem angažmaju dr. Kotnika pripeljalo do tega, da je postopek spremembe zakona in podaljšanja roka za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade dejansko ustavljen. Vsa zagotovila na Ministrstvu za finance s tem v zvezi so bila podana in tudi s predstavniki Združenja družb za upravljanje in pa samih investicijskih družb imamo izraženo pripravljenost in voljo, da se v eventualni spremembi zakonodaje upoštevajo pripombe predstavnikov malih delničarjev in s tem v zvezi seveda ustvari pogoje za to, da dejansko pridejo do nekega iz naslova svoje naložbe do nekega primernega, ustreznega izplena oziroma rezultata.